veseli dan za našo krajevno skupnost, da smo prišli do koščka, kot je rekel naš moderator, do koščka nove ceste, ki nam zelo veliko pomeni. Zadnjih 12 let so bile tudi vsake 4 leta volitve. Na teh vseh volitvah so vsi kandidati, ki so bili, so pridno obljubljali in nas potem na koncu po vseh volitvah, moram reči, pripeljali žejne prek vode, saj so nam vsi obljubljali cesto, ampak do zadnjega mandata nismo uspeli dobiti niti metra asfalta. Zdaj, v zadnjem mandatu smo se tudi mi kot krajani potrudili in volili gospo županjo magistra Olgo Kalba, ki je prav tako v svojem predvolilnem boju napovedovala in obljubila cesto. Ja, ampak je vedela, da to ne bo tako enostavno za narediti, da je potrebno ne kot nekateri kandidati, ki so jo obljubili in so rekli, da bojo takoj po volitvah začeli delati, čeprav so se tega dobro zavedali, da to ni mogoče, saj ni bilo narejenega niti projekta za našo cesto. Gospa županja je vedela, da je potrebno narediti projekt in to kvaliteten projekt za izvedbo ceste in pa potem še tudi zbrati sredstva za samo izgradnjo ceste. Saj mi nismo šli v preplastitev ceste, ampak smo šli dejansko v rekonstrukcijo ceste. To pomeni, da smo odstranili vse in naredili cesto čisto na novo. Na koncu bi še se zahvalil gospe županji magistri Olgi Karba za svoje zalaganje in prizadevanja, da smo uspeli narediti to našo cesto. Prav tako pa bi se zahvalil gospodu podžupanu Janezu Vencelu in pa vsem svetnikom, ki so podpirali delo naše županje, in želim, da v naslednjem mandatu nadaljujemo z izgradnjo te ceste. Hvala. Jaz gradim prijateljstvo, jaz gradim prijateljstvo, jaz gradim prijateljstvo, jaz gradim prijateljstvo, la la la. Pojdi kamorkoli, pojdi vsem povsod, a v svojem srcu gradi si prijateljstvo. Pojdi kamorkoli, pojdi vsem povsod, a v svojem srcu gradi si prijateljstvo. Ti gradiš prijateljstvo, ti gradiš prijateljstvo, ti in ti, pa ti gradiš prijateljstvo, ti gradiš prijateljstvo, la la la. Pojdi kamorkoli, pojdi vse povsod, a v svojem srcu gradi si prijateljstvo. Pojdi kamorkoli, pojdi vse povsod, a v svojem srcu gradi si prijateljstvo. In krajani krajevne skupnosti Stara cesta, gospe in gospodje. Prav lepo mi je pri srcu, ko vas vidim v tako velikem številu v našem domačem kraju, kajti jaz se še tu posebej lepo počutim, ker tako me vsi poznate, jaz pa vos, ne? In je res lepo doživeti kakšno pridobitev tudi tam, odkud izviraš. Jaz sem zelo vesela in ponosna, da smo prišli do te pridobitve, čeprav bi si seveda človek želel, da bi izgradili celoten odsek ceste v dolžini 4 km, ampak časi in tudi denar nam nekako ni najbolje na naši strani, tako da se iskreno zahvaljujem za potrpežljivost in za vašo razumevanje, da se z počasnimi koraki tudi da daleč priti. Gospod predsednik je seveda vse navedel poimensko, se vsem zahvalil. Jaz za vsako krajevno skupnost čisto vsake podrobnosti ne vem, zato sem zelo vesela, ker imam takšne dobre predsednike krajevne skupnosti, tako hvala lepa gospodu predsedniki in seveda iskrena hvala vsem tistim, ki ste bili omenjeni. Še posebej pa bi se zahvalila vsem tistim, ki koristite to cesto, da ste bili v času izgradnje potrpežljivi, kajti smo resen navajeni, da brez ovir pridemo do doma, zato ker je vse hitro in komaj čakaš, ko prideš domov, pa se malo počineš, pa se posvetiš svojim najdražjim.
In največja zasluga, seveda, za to pridobitev, jaz je ne bi sama lastila, brez vas, spoštovane občanke in občani, se določene investicije ne bi zgodile. Celi mandat sem si nekako želela, da se čim več občank in občanov vključi v dogajanje v naši občini, da predlagate kakšne predloge, da nas opozorite, kaj v posamezni krajevni skupnosti manjka, da se vključujete v javne razprave. In jaz moram povedati, da sem izredno vesela in ponosna, da se je tako tudi obrnilo. Namreč začetki, ko smo hodili po javnih razpravah, ste prihajali po 10-20 ljudi na te sestanke, kasneje pa vas je bilo seveda številčno zelo dosti. In to ni bilo kar na pamet, to je bilo sestankovanje, ki je bilo zelo konstruktivno. In seznanjeni ste bili vsi tudi z letošnjim sprejemanjem proračuna. In če ne bi bilo pomoči in pa podpore strani občank in občanov, potem se bojim, da tudi bi še s težavo to sprejeli, kar je. In glede na to, da je se pač to zelo zavleklo in so ljudje jasno dali vedeti tudi politiki, da se jim je to obljubilo in da se mora realizirati, sem vam izredno hvaležna, da ste tudi vi javno spregovorili, da se ne gre hecati, ampak če enkrat daš besedo, potem jo tudi moraš uresničiti. Seveda, ko gledaš to naše najmlajše občane, ne mreš mimo tega, ko se zelo osredotočiš na to, da jim poleg infrastrukture komunalne zagotoviš tudi ustrezne bivalne prostore v tistem trenutku, ko mladi srkajo, črpajo znanje, da se bodo izoblikovali v prave osebnosti. Tako da šolski okoliš vsem spada seveda pod Cezanjevce in moram povedati, da se tudi v tem smislu vsem vam zahvaljujem, kajti zelo daleč smo prišli tudi z aktivnostmi v zvezi z izgradnjo vrtca. Tudi tam je nažalost prišlo do tega, da moramo iti po korakih. Izgradnja vrtca, šole in pa športne dvorane je kar velik zalogaj. In nekako smo v soglasju z vami tudi prišli do zaključka, da gradimo postopoma. In že se veselim jutri tudi postavitve temeljnega kamna, da bomo pač začeli z vrtcom, kasneje pa srčno upam, da bo prišlo tudi do izgradnje šole in pa telovadnice. Kajti Cezanjevci si to seveda zaslužijo in vsi naši otroci, ki pač obiskujejo tam vrtec, šolo. Tako da bom seveda vesela, če se bodo ti načrti nadaljevali. Rada pa bi povedala, da se mi zdi izjemno pomembno, da v lokalni skupnosti občanke in občani živijo zadovoljni, da si en drugemu pomagajo, da se spoštujajo in da znajo prisluhniti. In iskrena hvala vsem, ki ste tudi društveno aktivni, kajti brez tega utripa seveda občina ne bi bila to, kar je. In tudi danes vidim, da so se vključila društva, da imamo različne ljudi dobre volje, ki jih srečuješ na različnih dogodkih in to naj tako ostane. To vam čisto toplo priporočam, kajti so pomembne ceste, je pomembna kanalizacija, je pomemben vodovod, ampak če smo si ni dobri, pa nesrečni, to nekako ni najboljše. Tako da seveda še enkrat ob zaključku mandata iskrena hvala vsem, pa kakorkoli bote si dobri, pa imejte se radi. Hvala lepa. Pa še nekoga iz vrtca. Jaz mislim, da si zaslužijo vsi skupaj lep aplavz.